Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, prav lepo dobrodošli na današnjem dogodku pogovorov o knjigi gospoda Aleksandra Basina Obris mojega časa. Seveda pa mi dovolite, da prav posebno dobrodošlico izrečem našemu današnjemu gostu. V izid vsake knjige je praznik, seveda pa še prav posebej take knjige, ki govori o izjemni življenjski poti, ki je bila in je bogata, ustvarjalna, plodovita. In o takšni knjigi bomo danes govorili. Zato dobrodošli gospod Aleksander Basin med matičnimi avtorji. Med avtorji, med katere sodijo Boris Pahor, Parebula, Jančar in številni najpomembnejši slovenski ustvarjalci. Dobrodošli med avtorji zbirke Spomini in srečanja, v kateri smo izdali tudi spomine Primoža Kureta ali pa spomine na Lojzeta Gostišo. In seveda dobrodošli na današnjem dogodku, ki je posvečen vaši knjigi. Danes delimo prav poseben trenutek, se bomo knjigo predstavljali prej, predno smo jo predstavili na tiskovni konferenci. Tako da je prav sveža pred vami. Pogovor bo vodila gospa Tadeja Petrovčič-Jerina, ki predajam besedo in jo prav tako lepo pozdravljam. Hvala lepa. Obris mojega časa. Za uvod ste izbrali za uvodno misel citat Andreja Žida. Napisal bom torej čisto enostavno svoje spomine, brez da bi tiste vrzeli, ki se bodo v njih pojavljale, zapomnjeval in ne da bi skušal spreminjati dejstva, čeprav niso bila taka, kot ste si mogoče želeli. Miljana Cunta je v začetku korona obdobja v Delu objavila članek, zapisi iz časa koronavirusa, kjer je napisala tudi, da je prav, da svoje pripovedi pripovedujemo, morda celo zapišemo. Omenili ste, da vas je prav to spodbudilo, da ste v tistem času prisilnega mirovanja v Krkavčah, ko ste omenili, da vas je obhajal dolgčas, ampak tak ustvarjalni dolgčas, katerega plod je tudi ta knjiga in ne edina. Tudi drugi ustvarjalci so to doživljali ta čas, to prisilno prekinitev kot en dragocen čas razmisleka o prehojeni poti. Vi ste napisali: ne želim si postavljati tropičja. Za menoj so zrela leta in spomini, ki ostajajo, želijo sami po sebi ostati sveži, brez odrčevanja, dovolj objektivni in hkrati ostati v mejah svoje tako ali drugače opredeljene lastnosti. Svojo avtobiografijo nosim s seboj kot spominsko pezo, ki bi se je rad zlebil, jo preložil na prazen papir. So zdaj ramena lažja. Kaj vas je spodbudilo in kaj vodilo pri pisanju avtobiografije? Za uvod. Aleš Štegar je bil pravzaprav oseba, ki me je nagovoril k pisanju avtobiografije, ampak potem je prilika prišla pol strani Slovenske matice kot z beletrine, ampak o tem vse najboljše. Veliko mojih prijateljev je objavilo ravno avtobiografije, med njimi je recimo Ratko Polič pri beletrini. Jaz sem bil pa vesel in se moram še posebej zahvaliti kolegu dr. Vicku Komelu, ki je bil prvi bralec mojih še ne dorečenih spominov in me je upogumil, da sem se pač odločil oziroma da se je založba odločila za mojo
Rad bi posebej upozoril na njegov tekst na zavihku. Jaz upam, da ga boste lahko prečitali, čeprav je rumeno na svetlo rjavem, ampak vsebinsko je zadev tako moj karakter, da sem mu še enkrat le javno zahvaljujem. Res, Krkavče so bile tak praktično skoraj 9 mesecev en ustvarjalni čas, ki sem ga prebil v nenehnem gibanju, to priznam, po hribčkih in dolinicah, to seveda v pomanjševalni obliki govorim. In takrat mi je bil čas za razmislek, Krkavčem sem posvetil posebej svoje poglavje. Da pa če bi skušal na kratko omeniti, kaj je pravzaprav, da sem bil po eni strani razpet med domišljijo, ki prehaja v spominjanje, in le-to spominjanje pa zapomnjenje in njegov izhod, to pa je faktografija. Faktografija je poseben pojem, s katerim sem se pač z ozirom na svoje delovanje v slovenskem in tujem kulturnem prostoru odločil, da ga obelodanim in seveda to ni, faktografija je daleč od literature. Jaz sem pa čutil, da pač jaz sem v smeri problem že v gimnaziji napisati kakšno literarno zgodbico, ampak sem se zmeraj osredotočil na neke konkretne dogodke in zbir teh dogodkov je pred vami. Že v otroških letih, mislim, da še predšolsko dobo ste začeli pisati domači dnevnik. Mogoče je bila to tista prva okužba s faktografijo. In tudi kot prvi genius loci nas omenjate svoj dom. Začenjate zapis z družinsko kroniko, čeprav moram priznati, da tudi ko boste brali knjigo, ne gre za neke intimne spomine, to hranite zase. To, kar je strogo osebno, hranite zase, pa vendar je iz zapisov, ko opisujete dom, starše, očetovo in materino družino, čutiti toplino, ki vas je povezovala, ki vam je dala izhodišča in ko se z otroškim pogledom sprehajate v tem času ne toliko pred kot po vojne Ljubljane, pa tudi vojne Ljubljane, se kot iz kakšne enciklopedije pojavljajo znamenite osebnosti iz sveta umetnosti, s katerimi vas je seznanjal vaš ded po materini strani, dr. Fran Vindišar, sicer eden od 3 ustanoviteljev Društva Narodna galerija leta 1934. Zdi se, da je prav on bil tisti lik, ki je najmočneje zaznamoval vašo, ne samo življenjsko pot, ampak prav vaše življenje in vaše življenjske odločitve, pa tudi vaš pogled na življenje. Kako ste njegovo vlogo dojemali kot otrok in kako na njegov pomemben vpliv na slovensko umetnost, sploh to potrebo, da se na umetnost opozarja, v umetnost vlada, gledate danes? Ja, moj stari oče, opa, kot smo mu rekli, je bil, nanj sem bil zelo navezan. Morda tudi zaradi tega, ker je bil oče angažiran kot zdravnik na večjih krajih. In čeprav je bil tudi oče zbiralec umetnin, je bil vendarle dr. Vindišar, moj stari oče, tisti, ki me je vodil recimo na sprehod v Tivoli, ampak nikoli nisva šla mimo Jakopičevega paviljona, da se ne bi v njem ustavila. Isto velja tudi, seveda, tudi za Narodno galerijo. Zdaj, koliko sem jaz to dojemal
ker moj stari oče je umrl leta 55, ko sem bil jaz star 17 let. Bolj so mi v takem pa spominu ostali srečanja z Plečnikom, in sicer pri Finžgarju, kjer mi je Plečnik izročil Makalonco, to znamenito knjigo, ki je zdaj več ne najdem nekje pri preseljevanju, je dobila noge, seveda ni bila podpisana, saj ste ga če podpisati se znal. Ampak, ker se vrnem na to mojo pismenost, res je v prvem razredu osnovne šole, da se odločil, da pišem z velikimi črkami. Takrat smo se drugače učili, kot zdaj, jaz to vidim pri svojih vnukih. Najprej ta velike pisane črke in potem so bile zapiski v dnevniku, so bili zelo kratki in tako naprej. Med okupacijo, kjer sem moral iz tedanje Pučinjeve ulice, Kostoperarjeve hiše, do Vatnice, kar precejšno pot opraviti in sem šel mimo sedanjega PEN kluba, tam so bila italijanska komanda ali kaj in vem, da me je tam takrat poduhal nek pes, to smo v Koroču in jaz sem se ga ustrašil in sem se vrnil nazaj, to sem potem spustil. Ti spomini, pustimo zdaj ta medvojni čas, videl sem, kako je padlo letalo strmoglavilo letalo na Narodno univerzitetno knjižnico, kako je bila tak močan pritisk, da nismo mogli mojega brata, ki je bil še dojenček, v vozičku odpreti vrata na balkon in ga potegniti k sebi, tak strah. Ampak pustimo te podrobnosti, jaz sem samo to, da mora biti prav. Ta dnevnik sem potem jaz pisal nekako do leta 56, ko sem se vpisal na univerzo. Sicer tam sem opisoval zelo različne dogodke. Posebej sem pa že v gimnazijskih letih imel eno posebno beležko, na kateri sem beležil obiske likovnih razstav. Tako tiste, ki sem jih obiskal s starim očetom in potem tudi starši so se. Točno vem, da sem v dnevniku napisal, da sem obiskal prvo razstavo slovenskih likovnikov partizanov, Jakopičev pa Milijonov, to mi je vsegi mi dala kaj misliti. Odnos med menoj in starim očetom je seveda rasel enako tudi z gimnazijskimi leti. Vem, da mi je pregledal prvi moj, kot smo rekli, tega domača naloga, Ifigenijo na Tavreti, če sem v redu napisal. Ni pa nikoli seveda mislil, da bom jaz se odločil pravzaprav za njegovo življenjsko pot, najprej kot pravnik, kasneje pa potem še kot umetnostni zgodovinar. Kriv je bil pa doktor Jože Kastelic, očetov pacient, moj oče je bil zdravnik za oči, ki je rekel, tovariš doktor, gospod doktor, tega se to spomnim, je rekel, vaš sin ne bo zaslužil kruha, dajte se bolj praktičnemu poklicu. Oče je sicer mislil, da se bom odločil za medicino, ampak preveč bolezni je bilo v naši hiši, moj oče je tudi za tuberkulozo umrl in je bila ta odločitev za pravo, mi še danes ni žal, imel sem izjemne profesorje, ampak o tem malce kasneje. Vesel sem bil, da sem recimo
poslušal rimsko pravo pri vašem starem očetu. Slučajno sva ugotovila, da je gospa Jelena vnukinja dr. Viktorja Korošca. To me ni bilo tako. Tako da, zdaj, kar se pa tiče vpliva mojega starega očeta na slovensko umetnost, moram na prvem mestu postaviti njegovo mecenstvo. Imam še danes spravljen rokopis vseh slik in kipov, ki jih je kupoval, ne iz sredstev Narodne galerije, ampak iz svojih lastnih. To je ena zadeva. Druga, da je imel, bi rekel, nos za takega avtorja, kot je bil mladi Zoran Mušič, ki je s tem, da mu je stari oče odkupil prvo sliko, lahko odšel na potovanje po diplomi pri profesor Babiču v Španijo. No, jaz sem se potem veliko družil z Zoranom Mušičem v Parizu, v Benetkah in meni sem čutil spoštovanje, ki mi ga je Zoran Mušič izkazoval tudi kot Vinišerjevemu vnuku. To je večkrat mi nekako omenil. Druga zadeva, seveda, dr. Vinišer je skupaj z Izidorjem Cankarjem vodil gradbeni odbor za Moderno galerijo. To je bila ena pomembna odločitev in v zapiskih, ki sem jih prepustil Narodni galeriji, je Vinišer posebej omenil, da je opogumil Edvarda Ravlikarja, da je kljub temu, da je sodeloval pri načrtovanju Moderne galerije, tudi Plečnik, je nekako rekel, dajte tudi vi, odločili se bomo za vaš načrt. In ta kontinuiteta potem moja do arhitekta Ravlikarja, z mojim spoštljivim odnosom, ko sem bil urednik Sinteze in sem uspel od njega dobiti članek v izjemno kratkem času. In potem srečanje z njegovim slikarstvom, kamor me je povabil in sem se mu potem oddolžil v almanahu, ki ga je uredil Aleš Vodopivec, je tudi tukaj. To so stvari, ki so se mi zabeležile v glavi, v tisti del spominjanja, ki pride v faktografijo. Tako kot tale najin pogovor je tudi knjiga, ne sledi linearno nekemu kronološkemu zaporedju dogodkov, ampak ko beremo knjigo, se spomini nekako dopolnjujejo in izpopolnjujejo. Tako recimo v knjigi pišete to svojo afiniteto do umetnosti, ko ste kot majhen otrok najraje v samoti opazovali, obstajali. Res slikovito napišete. Gojmer Anton Kos, avtoportret, ki me je zasledoval, kamorkoli sem stopil v prostor, me je mož s slamnikom gledal. In potem, ko sem bil član umetnostne komisije v Moderni galeriji, sem ga pač spoznal in me je povabil v svoj atelje še v porušenem Kolizeju. In je takrat, se spominjam, da mi je pripovedoval, da on začne slikati obraze vedno z oči. Najprej slika oči. Ta druga je bila pa ena zanimiva renesančna podoba, ki jo je moj oče kupil pri znamenitem starinarju, ki se je pisal Caligari. Meni je to zmeraj ostalo v enem skrivnostnem obrisu. Imel je v Nazarjevi, tedajni Frančiškanski ulici, starinarno in to sliko
sem dolgo občudoval, to je bila grofica Sforceska, tako je bila imenovana, z bogatim naklitom. Mi smo mislili, da je sicer Bronzino, zgleda, da je takrat očetov pod tem imenom prodal, vendar je potem Federico Zeri se oglasil, ko je bil v Narodni galeriji povabljen, da identificira tuje slikarje v slovenski umetnosti, mi je povedal, da gre pač za da mu je zelo podoben Bronzino, ampak je imenoval drugo ime, da ga nimamo v glavi, ampak nekdo, ki je pač bil dovolj cenjen tudi v svojem času v Italiji. To je eno tako preskakovanje. Eno preskakovanje se mi zdi, da ga moram posebej opozoriti, kako sem se seznanil z Vero Horvat Pinterič, doktorico Franceske Robe, doktorirala iz Franceske Robe, in ona je bila potem v komisiji na spomeniškem varstvu, ko sem bil v službi, ko smo se odločili za repliko Vodnjaka. Takrat sem se spoznal prvič z njo in ona me je recimo uvedla v filmski svet, tako rečem. Bil sem član žirije skupaj z kiparjem Dušanom Džamarjo v Zagrebu, ko je družba Jadran pripravila poseben festival alternativnega filma, ki je takrat presegal recimo filme z partizanskimi vojnimi epopejami. In takrat je meni tudi uspelo, da sem kot žirant podelil posebno priznanje Karpi Godevi, Ačimoviću, Vasku Preglu in morbiti še kakšnemu, dal svoj slovenski prispevek in tudi filmu Dobro jutro z Miljeno Dramič, kjer je še do danes v glavi v tem filmu zapisano, da je nagrada Aleksandra Vasina za takrat in takrat. Takrat sem se potem spoznal tudi z vodilnimi ljudmi iz Jadran filma. No, ampak to je bila samo epizodna zgodba, ampak vendarle zame zelo zanimiva. Moram pa priznati, da sem takrat bolj užival, kot pa če bi šel zdaj na Liv in moral gledati celovečerne filme, tudi če mi bi bil všeč, pa ne. O nosu, ki ste omenili, da je imel vaš stari oče, ko je recimo odkupil delo Zorana Mušiča, pa ko je nekako štipendiral arhitekta Ravnikarja in Tepino. O tem nosu priča nekako tudi ta fotografija iz leta 60, ko ste bili stari 22 let, na kateri je zbrana zelo zanimiva druščina iz tega likovnega sveta. Takrat smo z umetniki Janezom Bernikom, Binatom Roglom, potem Janezom Bolko seveda in Petrom Črnetom obstopili Kregarja, ki je imel takrat razstavo v Mali galeriji. Kot nekako, jaz sem si pač to tako predstavljal, jaz sem o Kregarju potem napisal biografijo, ki jo je on uspel komaj videti, ker je že na smrtni postelji bil, ko sem mu prinesel izvod knjige. Ampak takrat je bilo tako, kot da smo ga obstopili, da ga branimo da branimo njegov nadrealizem oziroma to že abstraktno umetnost pred zunanjimi vplivi ali pa kritiki, da ne omenjam imena tistih kritikov, ki so se takrat spravili na Kregarja, pa se jih je uspel ubraniti in je celo dobil potem veliko Prešernovo nagrado
mora biti tudi po zaslugi nas, ki smo ga obstopili takrat. Dobra, častna stara. Torej, da ste nekako znali izkoristiti trenutek, da ste se velikokrat znašli v pravem trenutku na pravem mestu. O tem priča tudi nadaljevanje vaše knjige, vaši naslednji, vaš drugi genius loci, čas srednje šole, klasične gimnazije, zelo pestro druščino, spet na ravni osebnih srečanj in prijateljstev, ki so vas spremljale skozi življenje. Pa mogoče bi posebej omenila pa vašo športno pot, ki vas je tudi izjemno zaznamovala. Voda v vseh agregatnih stanjih vam je omogočala pester nabor športnih udejstvovanj. Ja, kriv je bil pravzaprav moj sošolec, znameniti kardiolog dr. Borut Pirc, kasneje, ki mi je nagovoril, da sem se šel kopat v Ilirijo, domače povedal. In ker mi je nekako žoga tudi ne glede na to, da sem imel mrzlega bratranca Boruta Vasina, s katerim sem ga včasih odigral tudi kakšno tekmo na igrišču za realko, kjer sem ga uspel z ozirom na mojo višino nekako premagati. In vesel sem, da so se danes udeležili tudi moji nekdanji soplavalci, gospod Orl. Vaterpolo, skratka, dosti težaven šport, saj imaš takrat opravka z drugim agregatnim stanjem, kot ste vi rekli. In vaterpolo mi je dal posebno iniciativo, ki sem jo unovčil na mojem standardnem mestu v sedmerici, in to je bil vratarsko mesto. Čisto po slučaju sem padal, ko smo bil sicer v moštvu, kjer je bil tudi znani dramski igralec, oziroma Rifle, je tudi se ukvarjal z vaterpolom. Ko smo odhajali na republiško prvenstvo mladinsko, da je zbolel vratar in zaradi moje višine, razpona rok, so rekli, kar ti ga boš nadomestil. No, uspelo mi je in tega mesta nisem zapustil do leta 65, ko sem odigral, to se pravi od 16. leta do 56. leta, do 65. leta, ko sem se vrnil od vojakov, sem odigral zadnjo tekmo. Vmes je bilo veliko pomembnih srečanj v Hrvaško-slovenski ligi, v kvalifikacijah za drugo zvezdno ligo. Treba je upoštevati, da je bilo v Jugoslaviji da je bila tista zlata generacija, ki je osvajala od olimpijade v Avstraliji vedno kolajne, brez slovenske udeležbe. Mene so sicer vabili v splitski Jadran, da bi se pridružil Borutu Pircu, ki je bil kot plavalec tam. Oni so pa rabili za mladinsko reprezentanco vratarja, vendar so mi doma rekli, tja dol pa ne bo šel, sem več najprej učil. Jaz sem spoštoval starševsko odločitev. Moram pa reči, da sem uspel vzporedno z študijem, ki sem ga prava redno končal, celo tako, da so se na treningu slovenske reprezentance v Izlakah, kjer žal od bazena danes ni ničesar več, da sem mesec dni skupaj z kolegom Lojzetom Poljanškom, tudi plavalcem, študiral za prvi izpit in sva ga v roku z malo bolj rdečimi očmi zaradi klora, ki je takrat dajal v vodo, vendar je uspešno med prvimi
tudi opravlja. Še en poseben moment mi je ostal v spominu, za kar je kriv tudi današnji gost gospod Poca, da me je opozoril Ilirija in moje prvo kopališče, drugače sem potem sodeloval v železničarskem klubu Ljubljana, kjer je bil domicil Kolezija, da se bo razrušila kopališče Ilirija in da ne pridem pogledati, če se kje na sliki, kjer so bile fotografije iz teh zlatih časov Ilirije razstavljene. In seveda sem se odkril na fotografiji, kjer čakamo oziroma stojimo o poslušanju tedanje jugoslovanske himne na velikem, danes bi rekli mednarodnem, takrat je bilo to medrepubliški dvoboj s plavalnim klubom Korčevo, Reko, takrat je bil tudi že Triglav slovenski in žal vseh mojih 7 soplavalcev, razen enega, ki ima že krepkih 90 let, ni več med živimi, ampak tedaj sem pokazal to veliko sliko doma in je moja vnuhinja rekla, ja, kako si bil pa ti takrat suh, a se rekel, tako pač bilo, takrat sem bil 72 kli, zdaj imamo pa nekoliko več. In takrat sem bil seveda star dobrih 20 let, 22 let točno od tega dogodka. Posebej mi je draga ta fotografija, ker je bil v tistem času na odsluženju vojaškega roka in kasnejši inženir Milan Ježič, ki je okrepil naše moštvo kot gost in sem bil z njim, sem imel v večerih pred tem velikim turnirjem posebej trening z njim in me je naučil marsikaj, kar mi je potem v drugih srečanjih zelo dobro došlo. Res je zanimivo, ti svetovi, kako se prepletajo in tudi kako je bil to čas, res, ko je bil šport nek znamenje zdravega duha v zdravem telesu. Tako, mensale, tudi omenili, in ne samo ta moštven duh, ki vam ga je dal športni svet in športno udejstvovanje. In eno vodenje, takrat je bil čas, vaterpolo ni tako, kot je v košarki omejen na minutažo, mislim, da je 5 minut, ali pa še manj. Tedaj smo lahko tudi zavlačevali in takrat je bila vloga vratarja še posebej pomembna, saj sem diktiral obrambo in napad. To, kar danes pravzaprav vratarje več na voljo, ker je prehitro čas. In morbiti je dejstvo, da sem to urejevalno ali pa tako vlogo, da mi je uspel nekako prenesti potem tudi v moj življenjski poklic. Tako kot ste napisali v knjigi, to svojstvo se mi je začelo obrestovati že kmalu na začetku moje, imenujmo jo umetnostne poti. Občutil sem ga v želji, da koordiniram, se seveda tudi zavestno živim najprej umetnikovo lastnost, jo spremljam kot neke vrste kritiški jaz. Ampak res ta preplet in to pobiranje navdihov, kamorkoli vas je vodila življenjska pot, to je nekaj zelo navdihujočega, ko človek bere te spomine. In ves čas, poleg športa, tudi umetnost. Omenili ste, da ste že v srednji šoli hodili na razstave z notesom, kamor ste si zapisovali osebne vtise, mogoče niti ne tako kritiške, ampak osebne... Ja, pa so bili, ker so bili zelo kritiški. No, ampak potem ste pa že zgodaj
po mnenju nekaterih prezgodaj se začeli pisati kritike in redno spremljati domačo in tujo likovno produkcijo. Ne? Objavljali ste v Tribuni, v študentski Tribuni, potem na povabilo gospoda Zlobca v Razgledih. Ne, Herberta Grina. Herberta Grina, prvega urednika, ki mi je, to mislim, da lepo če upovem, pravkar nedavno preminuli Dušan Boglar, novi urednik Tribune, mi ni hotel objaviti kritiškega pogleda na razstavo sovjetske umetnosti v Moderni galeriji, ko sem primerjal slikarje, reprezentančne slikarje sovjetskega socrealizma z tedanjo razstavo italijanskega kiparja Mascherinija. Verjetno veste, da je bil on tudi avtor tistega pred Beneškimi Giardini v vodi tistega kipa, kot nekako fašistične žrtve. In sem primerjal tisti realizem z njegovim in Dušan Boglar je rekel, tole pa nam objavil, ampak ne zaradi Mascherinija, ampak zaradi tega. In tedaj sem po že preteklem času, enega meseca, prišel v stik z Herbertom Grinom in mi je on rekel, z veseljem bi to objavil, če ne bi zdaj razstava že minula. In to je bil prvi moj začetek do leta 1956, da sem že začel potem sodelovati z Razgledi in še danes hvaležen tudi Vasi Predanu kot mojemu prvemu kritiškemu in lektorskemu seveda vodniku pri naših Razgledih. Tudi to, ko ste zapisali, da je bilo vodilo predvojno rojene kritiške generacije to, da visoka strokovnost ne klicne pred, ne popušča politizaciji. Pa to ne iz nekega kljubovanja režimu, ampak preprosto iz tega svobodomiselnega duha. In to vas je tudi pri kritiki, se mi zdi, zelo močno zaznamovalo. Ja. Ni bilo nikoli, tudi potem, ko sem prevzel skupaj z Jožetom Civkom, ki je prevzel predsedništvo Zvezdne komisije za likovno umetnost, odnosi s tujino, ko sem bil njegov namestnik, sem se takrat mnogo večkrat odhajal na tako rekoč službene poti, to je seveda vse v času, ko sem bil že na akademiji tajnik, v Beograd na razna srečanja oziroma komisije in kljub tedaj znanemu govoru predsednika Tita o čudni Splitu, mislim, da je bil ta govor, ni to nič prizadelo našega koncipiranja momentnih reprezentančnih razstav jugoslovanske umetnosti v tujini. Nikoli nismo imeli, nikoli ni imela moja generacija, če se spomnim še kolege Željka Koščevića iz Zagreba, Ješo Denegrija iz Beograda, Subotić, ki so z mano sodelovali pri koncipiranju razstav tudi v jugoslovanskem prostoru. Z predsednikom Titom sem imel pravzaprav nikoli neposrednega srečanja, pač pa posredno. In sicer leta 1976, ko je bil Jože Civka raje v Parizu, jaz sem pa opravil to težavno delo z koordinacijo te zvezdne komisije in nekako je prevladal takrat medrepubliški ključ, kdaj gre to na bienale, Beneški, kdaj ne.
nekako srpska stran je ni dovolila, da bi sodelovali Makedonci, češ da niso še dorasli. In mene ni predstavilo druga, da sem sejo razpustil. Seja je bila v Beogradu, jaz sem se vrnil v Ljubljano, pa je bil že telefon. Tovariš Basin, sklicite ponovno sejo, pri maršalu je interveniral tedajni predsednik italijanski Sandro Pertini. Spomnite se, kako se je zanimivo poslovil od predsednika, ko je ležal na katafalku. In posledica tega je bila, da sem na hitro sklical sejo v nekdanjem klubu poslancev, sedanji Narodni galeriji. Tam je bila klub poslancev. In uspelo mi je celo nekaj več, da smo, Makedonci so odstopili, mene je pa uspelo, da sta takrat sodelovala leta 1976 Herman Gvarjančič in Boris Jesih, se pravi dva Slovenca, dva Srba in en Hrvat. To bi rekel, da tisto, da sem bil na pravem mestu v pravem času, ampak vedno v korist umetnosti. To je res zanimivo, kako se to odstira v različnih situacijah obrane teh spominov. Zanima me mogoče ta bienale. Mogoče ste eden redkih, ki ga spremljate že praktično 60 let. 60 let Reški bienale, ja. Ja, se spominjam, ko sta nas na enem prvih bienalov, torej od leta 57-58, ko je bila nekaj revolt je bil in je bil bienale otvoritev, naj bi bila predstavljena. In tedaj smo mi, mladi kritiki, bili v prvih vrstah. Jaz sem bil skupaj z Ješo Denegrijem, kolegom z Beograda, s katerim še danes lepo sodelujem, pravi prejšnji teden so se videla v Beogradu, smo protestirali proti policiji. Približno tako, kot so bile nekdanje demonstracije, več manj. Policija je bila dosti nasilna, pred nami je bil beneški znameniti slikar Emilio Vedova, ki nekako je nas ščitil, nas mlade. In takrat je bil komisar Miodrag Protič, prvi direktor Muzeja sodobne umetnosti v Beogradu, ki je uspel, namreč kolego Ješe Denegrija so policaji že zagrabili in Vedova in Protič sta takrat uspela ga nekako osvoboditi, da smo potem, in pozneje se je seveda bienale odprl, ampak šele čez 24 ur. To je ena taka epizoda, ki mi je ostala v zelo spominu. In seveda tista, ko sem izgubil potni list, imel sem eno težko fotografsko kamero, mislim, da je bil Zorkin, ki sem se ga uspel mimo carine jugoslovanske pripeljati, ko sem bil z študenti likovne akademije v Rusiji. So me nenadoma poklicali iz tega informacijskega urada, da naj se oglasim tam, in ko sem prišel v Džarginih do tega urada, mi je gospod izročil potni list, ki me je padel pri tem fotografiranju iz. Ampak to bi bilo toliko važno, važno je bilo, da je bil ta gospod izraelski ambasador v Italiji in je rekel, a ste videli že naš paviljon, jaz sem rekel, ne še, me je sprejel za njega, kjer je pa razstavljal znameniti izraelski kipar Menaše Kadišman, ki je tedaj bil paviljon spremenjen v vrste kibuca ali pa v eno stajo ovčjo. In ta kipar je stal sredi teh ovac živih
in jih nekako žigosal z, kako se sicer žigosajo ovce, jih je on žigosal z pomahanjem roke v modro barvo, to vam točno spomnilo. In potem ta kipar je tehtal sigurno 150 kg. In potem sva bila z mojo spremljevalko Mojco Smrtu takrat povabljena na sprejem v izraelsko, nekje v eno palačo. In v tej palači, torej je bil cel problem, da smo z gondolo, jaz takrat tudi nisem, jaz sem bil bistveno lažji seveda od teh kiparja, ampak s tem kiparjem sem ostal v kontaktu in čez 10 let sem šel na kongres Ikograde skupaj z profesorom Pezdircem, ki je danes tudi tukaj. In sem se seveda, objavil sem pa oceno Menaše Kadišmana v svoji knjigi, ki mi jo je založila založba Obzorje Maribora, celo tudi za reprodukcijo Kadišmana in njegovih železnih dreves. In on je bil ves navdušen, da je pač v Jugoslavija pa v Sloveniji šla in sva potem ostala v kontaktu. In ko sem prevzel mestno galerijo, sem tudi takrat se želel, da pripravimo veliko razstavo, pa je potem imel, mislim, en problem, bil je v Karari, ampak se mi je javil in rekel, skušamo to urediti. Potem sem vzpostavil kontakt z Izraelskim muzejem, z kustosom Isikov Gavonom, ki je obiskal nas tudi mestno galerijo in bil že ves dogovor. Potem je pa doživel srčni infarkt, mislim, da mu je aorta počela in je bilo konec izraelske razstave, oziroma brez izraelske in tudi Menaše Kadišmana. Sem pa potem občudoval njegove kipe, mislim, da je bilo okrog skoraj 1000 glav malega formata z odprtimi ustmi v enem jašku, v Liebeskindovem muzeju holokausta v Berlinu. To je bil moj zadnji stik z Menaše Kadišmanom, seveda bolj v duhovnem smislu kot v dejanskem. Ja, zanimivo bi se omenili ste srbske kolege. Ja. Mogoče bi kazalo omeniti tudi to, vi niste zaključili samo študija prava v Ljubljani, ampak ste študirali tudi... Ko sem upisal zadnji letnik prava, sem upisal tudi prvi letnik umetnostne zgodovine. Še takrat, ko je bil umetnostni seminar v Luku, v hodniku na desni strani. In tu sem pač poslušal predavanja dr. Starta Mikuža, Lucijana Menašeja, profesora Šumija, takrat še ni bilo. In tam sem prišel v malce neprijeten kontakt z profesorom Mikužem. Pisal sem takrat že kritike in napisal sem pozitivno kritiko o Dušanu Džamoni, ki je moral razstavo v Mali galeriji. In med predavanjem se je dr. Mikuž, govorili smo seveda o renesansi in je rekel, ampak naš nek mladi nadobudni kolega pa piše pozitivno o žeblih zabitih v les, približno tako je. Mene je to malce razjezilo in Tomaž Šalamon, ki je bil moj kolega, je mesec kusov zadržati, jaz sem pa takrat demonstrativno zapustil umetnostno-zgodovinski seminar slovenski. No, ampak to se je vodilo naprej drugam. To sem hotela izpostaviti, zato ker veliko omenjate te srbske umetnostne kroge, ker ste potem študirali v Beogradu. Jaz sem še skupaj
vzel za sotrudnika profesora Marjana Tršarja in sva se oba vpisala na magisterij pri dr. Trifunoviču, direktorju Nacionalnega muzeja, potem pa rednem profesorju na Filozofski fakulteti. In ki je bil tudi faktotum, recimo, ki me je spremljal, predložil sem svoje monografije o Stanku Kregarju in tako naprej. To je bil neposredni motiv, da sem se lahko vpisal, ne glede na to, da sem imel, tako kot Marjan Tršar, akademijo, diplomo iz akademije, jaz pa diplomo na pravni fakulteti. No, zanimiva so bila ta, potem se bilo tu predavanja, profesor Jeremiča za estetiko, dr. Trifunoviča za umetnostno zgodovino. Profesor Jeremiča sem se posebej dobro zapomnil, ker je bil oster kritik romanopisca, oziroma znanega pisca Danila Kiša. S katerim sem prišel pa čisto zanimivo, v enem čudnem, čisto nenavadno v kontakt, žal samo tisto noč, ko sem bil na otvoritvi razstave Hermana Gvardjančiča v galeriji Kompas v Dubrovniku in nas je potem Jagoda Bujič, tapiseristka znamenita, ki je pred dobrimi slabimi 14 dnevi preminula v visoki starosti 93 let, povabila k sebi domov v svoje hiše, moram reči hiše. To so bile nekdanje čevljarske delavnice, ki jih je arhitekt in kipar Venčeslav Richter predelal tako, da so imeli pretok med seboj in tu smo imeli eno prijetno druženje. In tu sem prišel v stik z Danilom Kišem, ki je pomagal takrat, da se je Herman Gvardjančič malce utrujen v razstavi in ga je potem on, bil je močan in ga je uspel odnesti na kopno, ker to smo bili skoraj na morju. In potem je rekel Kiš, kam pa vi potujete? Ko sem se to danes rekel, imam eno srečanje v Zagreb. V Zagrebu je rekel, a bi vi mi nesli tale rokopis. Tekač pač je bilo bolj sigurno, da je šel rokopis. In ta rokopis je bil en dan Borisa Denisoviča, znamenitega romana, ki ga je dr. Jeremič ostro napadal, češ da je potvorjen in ne vem kaj že. Jaz sem pa to oddal na aerodromu v Zagrebu spet dosrečeno znamenite osebnostjo dr. Predrag Matvejevič. Tako da dva bežna kontakta z Danilom Kišem je žal, da niso ostala bolj potem v kontaktu niti z Matvejevičem, ki je kmalu zapustil Hrvaško in ostal v Italiji. No, takih trenutkov, ki se uresničijo in tudi tistih, ki se ne uresničijo, je vaša knjiga polna. Mogoče, da ne bomo predolgi, sicer ne bi šli v podrobnosti, kako vas je karierna pot vodila, čeprav ste že zgodaj izrazili željo in vedeli, da hočete delovati v galeristiki, vas je vodila prek drugih postaj, zelo po ovinkih ste potem leta 1989 prišli do Mestne galerije. Do Mestne galerije, ja. Mogoče čisto na kratko, kako je pa zanimivo, ker vsa ta delovna mesta od strokovnega sodelavca na Republiškem svetu za prosveto in kulturo, potem, ko ste sodelovali v okviru tega v Svetu Narodnega muzeja, v Umetnostni komisiji Moderne galerije, kar ste že omenili. Potem ste bili 14 let tajnik na Akademiji za likovno umetnost. Potem pa ste prevzeli 10 let pa na spomeniškem varstvu v Ljubljani in vsaka od teh postaj vam je
dala nek nabor tistega znanj, stikov, pogledov, ki ste jo potem lahko s pridom izkoristili tudi, ko ste prišli do tistega želenega mesta v mestni galeriji. Moram biti tudi to, da ves čas sem zdržal kontakt z sodobno umetnostjo, sodeloval v številnih revijah od Zagrebške život umetnosti, Beogradske umetnosti, celo za Starcev nekaj časa pisal, pa za Zagrebški telegram, poleg seveda slovenskega. In dobra izkušnja je bila seveda tudi moja, da sem bil v prvem uredništvu, tedaj ne povsem priljubljenih revije Perspektive, kjer sem na pobudo mojega soseda, skupaj smo namreč starovali blizu dr. Primoža Kozaka in Jaka Kosa, vstopil v uredništvo. Imel tudi zanimive izkušnje tedaj sem vodil to likovne priloge, likovne ocene. Zanimiva je bila, se spomnim, tekst, ki ga je napisal Taras Krmavner, s tem, da je Staneta Krigerja mu ni dovolil niti prespati par dni, ker je hotel to se sam odločiti. Jaz sem mu seveda kot urednik rekel, pričakujemo ugoden tekst, odnos in tako naprej. No, ampak zaradi tega teksta sem bil potem jaz... Poprosite, mu ni dovolil vstopiti v atelje, ne? Ja. Da je moral zapustiti atelje, da je bil samo Taras Krmavner tam med njegovimi deli. No, ampak zaradi tega teksta sem bil potem povabljen na Kotnikovo 10, mislim, kjer je bila nekako zaslišan. No, jaz sem potem povedal, da pač podpiram to Krmavnerjevo epizodo, veliko ustvarjalnost. Ni bila nič proti državnega in jih je pa vseeno zanimalo, kako da je zelo Taras Krmavner, pa se rekel, to je bila njegova želja in vse se je končalo brez posebnih posledic, pri čemer je treba povedati, da sem bil takrat jaz na Svetu za kulturo, kjer sta bila dva visoka, pomembna, bi rekel, pomembna razumnika. Na eni strani Beno Zupančič, pisatelj kot sekretar Sveta za kulturo, na drugi Boris Kocijančič, ki je nekako kot predsednik sveta, ki je želel, da po končanem študiju preidem v diplomacijo, pa nekako te želje nisem ustregel, ker me pač likovna umetnost bolj vlekla v drugo smer. Ves ta čas ste bili tudi, ne samo ste se udejstvovali kot kritik, ampak ste bili tudi član žirije in tudi pobudnik, recimo Bienala mladih umetnikov, mladih jugoslovanskih umetnikov na Reki, pa potem Mediteranski bienale v Dubrovniku, Bienale male plastike, to je vaša posebna afiniteta. Tako da je res neverjetno, kako ko človek bere, koliko stvari hkrati in vendar usmerjeno proti enemu cilju. Jaz se spominjam, da sem ravno za Perspektive pisal po pregledi nekaj mesečnem potovanju po Italiji, sem pisal prispevek za Perspektive kar par noči, italijansko mesto, je bil naslov tega članka, čez 2 dni sem šel pa na diplomski izpit. Iz kompliciran napravo iz 6 predmetov, no, ampak mi ga je uspelo praviti.
Bili ste tudi mednarodne dejavni v Združenju mednarodnih umetnostnih kritikov AIKA od začetka 70-ih let. 70-ih let, potem sem bil pa tudi podpredsednik te mednarodne zveze en mandat. In potem ste leta 2005 vam je uspelo organizirati tudi... Ja, skupaj z kolegom Branetom Kovičem smo organizirali kongres, prvi mednarodni kongres AIKE v Sloveniji. Vedno vam je bilo, se vam je zdelo pomembno tudi ne samo predstavljati in širiti, utirati pot slovenskim umetnikom v svet, ampak tudi privabljati tuja imena v domovino, kar ste potem realizirali tudi kot direktor Mestne galerije. Ja, to je bilo veliko samostojnih razstav angleških avtorjev, potem kanadskih. Posebej se mi je pa posrečila, to moram priznati, vstop v Južno Ameriko, in sicer v Argentino, v Urugvaj in v Brazilijo, pri čemer sem imel srečo, da sem našel zmeri ali kolege, tuje kolege, ki sem jih spoznal na srečanih mednarodnih kongresih AIKE, oziroma so bili tam izpostavljeni Slovenci, kot recimo Šalej, ki je bil tako rekoč namestnik deželnega glavarja brazilske države Minas Gerais. Potem v Buenos Airesu sem bil gost, poleg tega, da sem bil dvakrat na mednarodnih kongresih tam, sem bil gost slovenskega ambasadorja, ki je pa poznal avtorico, sicer Španko po rodu, ampak sicer Argentinko Amalijo Perez, ki je bila poročena z slovenskim fotografom Molekom. In preko njih mi je uspelo tudi realizirati prvo razstavo med materialnim in sublimnim. To so bila dela na papirju, ki so potem iz Buenos Airesa potovale tako v deželo Minas Gerais, pa potem še v Urugvaj. Tam je bila luštna zgodba, zmeraj je bil problem mimo carine priti. Meni je to uspelo, da sem imel to razstavo zmeraj v roli skupaj z Vito. In tudi tam je bila v Urugvaju kar ostra carina, ampak jaz sem držal v roki takrat še modri potni list slovenski, in bil še več. In to je bilo pa, da so imeli diplomati, so imeli te modre barve, in so mi sam pomigali z roko in sem jaz uspešno prišel. Tam mi je razstavo odprl Angel Kallenberg, direktor Muzeja moderne umetnosti, ki je bil tudi dvakrat član mednarodnega grafičnega bienala. No, problem je bil pa potem prinesti nazaj to zbirko in ne boste verjeli, da mi je prinesla nekdanja televizijska napovedovalka in tedaj članica planinske odprave, naša kandidatkinja za sedanjega predsednico države, Nataša Pirčeva. Mogoče, da ne bomo predolgi, Ja, bi zaključila s tem vprašanjem.
vidi se že iz likovne opreme knjige, kjer posamezna poglavja uvajajo slike kipov v prvem delu vaše soproge Mojce Smrdu, v drugem delu pa njenega sina Tobijasa Putriha. Se vidi, da umetnosti ne spremljate le s kritiške distance, Ne morem je ujeti. ampak jo dihate in vam predstavlja to življenjsko okolje, tisto edino naravno življenjsko okolje, v katerem lahko preživite. In vesel sem, da oba moja vnuka in vnukinja imate izreden smisel za likovno umetnost. Ja, ampak tudi v širšem kontekstu, kako pa vidite pomen umetnosti, recimo pri vzgoji, pri kulturi nekega prostora in pomen vloga umetnosti v našem trenutnem slovenskem prostoru in tudi pomen ene kvalitetne umetnostne kritike, ki zna prepoznati kvaliteto od tistega, kar to ni. To je pa, ne bom rekel, da je to retorično vprašanje, ampak vprašanje, ki zahteva kar kompleksen odgovor. Likovna vzgoja je gotovo vedno bolj, žal, vedno bolj zanemarjena in oba, ki se pomenil vnuka, hodita posebej, mimo osnovne šole, gimnazije, se likovno izobraževati naprej. Pri nas je bilo to malce drugače v gimnaziji, nas je profesor Vandelin Lino Legniša in gospa Vedamova, umetnostna zgodovinarka, si je zmeraj utrgala čas in nas iz klasične gimnazije peljala v Narodno galerijo na obiske razstav, ali pa tudi v moderno. To pri sedanji mladi generaciji pogreša. Jaz se ne spomnim, da se kdaj to zgodilo. Vse so posebne, ampak vsa čast Narodni moderni galeriji, ki za mladino prireja posebne tečaje, pa zato se je treba vzeti čas. Mi smo pa to upravili v šolskem času. Je bilo odlično? Kar se pa tiče likovne kritike, je mora biti, jaz sem jo septembra leta 19 smo imeli pogovor v Cankarjevem domu, in sicer likovni kritik, glasbeni kritik, gledališki kritik, filmski kritik in literarni kritik. Imena so znana. In moj naslov tedanjega predavanja je bil Kriza. Krizni čas pravzaprav. In tu sem se sprehodil po razmislekih od 90-ih let do današnjega dne, kako so na kritiko gledali kolegi od Igorja Zabela, Tomaža Brejca, Petra Krečiča, na posebnih srečanjih, ki so bila, in pa seveda tudi tuja srečanja kritikov, recimo na Istanbulskem biennalu leta 2002. In Tomaž Brejc, če dovolite, bom nekako njega tudi najbolj cenim med kritiki nekako citiral. On je na tem kongresu Ajke leta 2005, ki je imel poimenovanje Kriza zaupanja, kriza jezika, kriza vizij, nekaj lokalnih izkušenj, je ugotavljal, da Tomaž Brejc je imel svoj vodilni prispevek, da če povzamem mnenje slovenskih umetnikov v kritiki, pride ob številnih negativnih odgovorih do zaključka, da je slovenska likovna kritika irelevantna in ima nobenega vpliva na ustvarjanje, promocijo in oblikovanje vrednostnih kriterijev.
malce huda beseda, ki je letela seveda na likovne umetnike, ampak hkrati je pa kolega Tomaž Brejc posebej imenoval, da je treba poiskati, da pridemo do inspiracije za likovno kritiko v 21. stoletju, da pridemo do imenovanja posebej znamenite avtorje, od celo nazaj vsega do Alojza Rihlja. In je pa rekel, če hočemo napisati kritiko, ki bo kolikor toliko smiseln, da bo toliko smiseln žanr v umetnosti scene 21. stoletja, potem moramo spremeniti zdajšnji način pisanja, jezik, nejasno terminologijo in malo smiselna uporaba strokovnih terminov. Vse to je največja ovira, da branci kritiške zapise preprosto briskirajo. Jaz bi rekel, da morebiti se v sedanjem času posebej govorim za kritiko, ki jo čitam z številnimi novimi imeni v kulturni strani dela, da se kritika vendarle odziva pravilno na vrednoterje. Iz naše stare garde je kolega dr. Tomislav Vignjević edini, ki še nosi to kritiško breme med mladimi, in jaz upam, da kritiki ne bodo umagali. Likovniki sigurno ne, in v njih največ zaupam. Zdaj bo ta beseda zaključna. Z avtorjeve strani seveda je tu na voljo tudi, da odgovori na kakšno vaše vprašanje, in če boste želeli, so naprodaj knjige, kakšno podpiše. Omenim naj še, da je knjiga izšla s subvencijo Javne agencije za knjigo, Muzeja in galerij mesta Ljubljane in BTC-ja. Tako da nas veseli, da prepoznavate moč pisane besede tudi v poslovnem svetu. Hvala lepa vsem, ki ste se udeležili pogovora, zdaj pa vabljeni k besedi, oziroma k vprašanjem za avtorja. Potem pa vse tiho je bilo. Ampak zdaj sem bil dosti elokventen. Tudi branje bo zanimivo, tako da res priporočam in se zahvaljujem tudi Slovenski matici za zaupanje in za to, da je Jaz bi pa rad napovedal še to, da se bomo v mestnem muzeju, ki združuje tudi mestno galerijo, enkrat v začetku decembra srečali z mojimi nekdanjimi kolegi, kritiki in seveda mojimi sodelavci iz mestne galerije, zaradi tega ni danes nobenega tukaj. Veliko si pa obetam tudi od predstavitve na Slovenskem knjižnem sejmu, kjer bo hkrati predstavljena knjiga Novi pogledi na Veno Pilona, kolega Miklavža Komelja in Irene Mislej, potem monografija slikarju Andreju Jemcu, kjer je poleg dr. Mička Komela prispeval uvodne misli tudi moj dober znanec, žal že pokojni, zagrebški pesnik in umetnostni kritik Tonko Marojevič, in potem moja malenkost. Hvala lepa.